področju literature, Marjetka Krapeš, profesorica slovenščine, gimnazije Vič. Videla sem se nekako tako dosti hitro odločila, da bo pač jaz povabim Marjetko, da pride predavati v Trubarjevo hišo. Marjetka je izbrala naslov, torej v bistvu o Tolstoju, Ani Karenini. Kaj več tazika pa mojem jaz kar prepuščam te besedo. Vesel sem, da ste se udeležili v takem številu, ki sta bila pravzaprav oba, oziroma vsi, večkrat zaprepaščeni, ampak to samo priča o tem, da je tema v redu, da je predavateljica super in odlična. To bomo še videli. Vse ostalo pa tako Marjetka, prepuščam tebi. Hvala. Ok, lep pozdrav, jaz bom kar začela. In sicer, Tolstoj je Ano Karenino pisal od 1873 do 1877. Mučil se je z rokopisom. V pismih beremo: Ane Karenine sem že do grla sit. In na drugem mestu: če bi kdo dokončal Ano Karenino namesto mene. Roman je postal velika uspešnica. Takrat je bil avtor star 50 let, slaven in priznan. Za seboj je imel romane Detinstvo, Otroštvo, Mladost, Družinska sreča, Vojna in mir. Vpet je bil družinsko življenje, medtem ko je pisal roman, so mu zaporedoma umrli 3 otroci. Vsebina romana je na videz zelo preprosta. Obnovila jo bom v kratkih obrisih. Oblonski prevara ženo s francosko vzgojiteljico svojih otrok, na pomoč pokliče svojo sestro Ano, ki naj bi uredila zadevo. Ljubka, mila Ana je uspela. Sama je poročena z visokim peterburškim uradnikom. 20 let je starejši od nje, dolgočasen, suhoparen, nadvse spodoben moški. Na plesu sreča čednega častnika Vronskega, v katerega je zaljubljena Kitty, sestra gospe Oblonske. V Kitty je zaljubljen tudi Levin. Ta se kot zavrnjen snubec umakne na svoje posestvo. Vronski se ne zmeni za Kitty. Privlači ga Ana in Ano privlači Vronski. Za njujno razmerje kmalu zvejo vsi. Nazadnje Ana prizna tudi možu. Mož na prvo mesto postavi ugled, pripravljen je odpustiti greh, ko Ana v mukah rojeva hčerko Vronskega. Ko po porodu okreva, z Vronskim odpotujeta v Italijo. Vronski se odpove vojaški karieri, Ana sinu, zaradi česar trpi in ga ob vrnitvi skrivajo v lišče. Izpolnitve ne najde v ničemer, obup se povečuje, vrže se pod vlak. Vronski odide kot prostovolec na boj proti Turkom. Karenin prevzame skrb za oba otroka. Vzporedno teče bolj vesela zgodba o Kitty in Levinu. Kitty in Levin se poročita, živita na deželi, kjer spoznavata srečo preprostih ljudi. Avtor v zgodbo vplete vsa vprašanja, ki ga v tem času zanimajo. Govori o zakonu in družini, o kmetijstvu, o vzgoji otrok, o umetnosti, o starih navadah možikov, o okrožnih sodiščih, o izobraževanju, o blišču in bedi visoke družbe, o bolezni in smrti, o ljubosumju. Kot da potrebuje številne osebe in njihove zgodbe, da z njimi izraža svoje mnenje prav o vsem. Romana ne bomo presojali z eseističnih vidikov. Umetniške vrednosti literature ne sodimo po prepričljivosti filozofskih stališč, temveč po prepričljivosti in življenjskosti literarnih likov. Poglejmo naslovno junakinjo. Kdo je Ana? Izgubljena ženska? Rabela ali žrtev? Je Ana nemoralna in predrzna? So njeni bližnji čustveno plitki, površni, ponižani ali povišani ob njeni čustveni nemoči? O Anini življenjski usodi bomo razmišljali z 2 vidikov. Prvič z vidika, ki v ospredje postavlja spolno neenakost med moškim in žensko in s tem povezan koncept ljubezni, in drugič z vidika vere. Ko se je Tolstoj odločil za pisanje romana, Ane ni maral. Obsodi jo v imenu nravnosti in Ana ni lepa, precej debela ženska je, ki uničuje moške. Kmalu pa si premisli in ustvari žensko, v katero se lahko vsakdo zaljubi.
Vanjo se zagledajo Kitty, Vronski, Dolly, vsi jo obožujejo, Levin ji podleže na koncu. Tolstoj je z Ano telesil Stendalovo misel in s tem romantični ideal. Lepota je obljuba sreče. Ko Kitty na začetku romana na plesu vidi Ano oblečeno v črno obleko, je Ana več kot čarobna. In Kitty, citiram, je spoznala, da še ni doumela vsega njenega čara. In videl si samo Ano, preprosto, naravno, prekrasno, hkrati pa veselo in iskrivo. Ana v črni obleki. Črna je sicer barva žalovanja, a je prvotno simbol plodnosti in od dežja nabreklih oblakov. Velike boginje so marsikdaj črne. Spomnimo, črne Afrodite ali črne Marije. Na začetku romana Ana s svojo ljubeznivostjo in ljubkostjo prekaša ženske svojega okolja. Kmalu pa se pokaže, da bo govora o njeni tesnobi in bolečini, o ženski, ki ne zmore uresničiti ljubezni in nima pravice do lastne spolne dejavnosti. Ana ljubezni niti ni iskala. 8 let poročena se odpelje iz Petrograda, iz varnega družinskega in družabnega okolja v Moskvo, reševati bratov zakon. Potovanje prinese srečanje s privlačnim moškim. Srečanje terja pogled vase in zbudi presojo lastnega življenja. Na videz komični pomislek ob vrnitvi na postaji v Petrogradu, ko zagleda moža, ah, ti moj Bog, odkje ima na lepem tako velika ušesa, postavi vse na glavo. Velika Kareninova ušesa prikličejo predstavo grškega kralja Midasa. Njegova ušesa pomenijo neumnost. Kralj Midas je simbol banalne plehkosti. Je med vsemi smrtniki najbolj neumno opeharjen človek, čeprav tega noče priznati. Kar težko prizna tudi Karenin. Prizna pa si Ana in spozna, da ga ne ljubi. Karenin je tipičen predstavnik dvojne morale. Zanj je intimno življenje strogo zasebno in nepomembno. Bolj pomemben je vtis, status, pogled. Na koncu romana o svoji čustveni praznini ostane sam. Postane objekt virske manipulacije in šarlatanstva. Kmalu po omenjenem dogodku slišimo velike besede Vronskega, namenjene Ani. Ali bova najsrečnejša ali najnesrečnejša od vseh ljudi na svetu, o tem boste odločali vi. Izjava zmotno postavlja v ospredje žensko, ki lahko preseže nasprotje med strastjo in dolžnostjo. Morda bi izjavo lahko razumeli kot parabo o Herkulu, ki se je moral odločiti med pregrešnostjo in krepostjo. Toda Ana je ženska in njeni odločitvi družba jemlje legitimnost. Izbrala je Vronskega. Ko Ana izbere, mu reče: ničesar nimam več, samo tebe. To je že začetek njenega konca, pa ne zaradi izbire, pač pa zaradi interpretacije izbire. Oba moška, tisti s prevelikimi ušesi in tisti s prevelikimi besedami, propadeta. Ana oba omami, Vronskega svojo lepoto in telesom, Karenin je omamljen od dolžnega usmiljenja in ponarejene duhovnosti. Se torej ženska dvigne nad povprečnega moškega, nad strahopetnost, farizejstvo, zlagano človečnost in pri tem propade tudi sama, omamljena od ljubosumja in opija. Alain de Botton v knjigi Kako še drugače misliti o seksu pravi: v preteklosti so bile 3 različne potrebe: po ljubezni, spolnosti in družini. Provansalski trubaduri so bili mojstri romantične ljubezni. Pariški libertinci so bili bolj predani seksu kot romancam. Vzgib za oblikovanje družine je prisoten v večini človeštva že od prvih pokončnih dni. In tako se je oblikovala ideja, da bi bile vse naše pereče potrebe lahko rešene na en mah, s pomočjo ene osebe. Tako se je oblikoval ideal zakona.
Kaj se je v nadaljevanju zgodilo z idealom, vemo. Večji del pričakovanj pri izpolnitvi ideala so moški naprtili ženskam, kar se v romanu dobro vidi. Poglejmo Karenina. Zmotno sem ravnal, ko sem združil svoje življenje z njenim. Toda v moji zmoti ni nič hudega in zato ne morem biti nesrečen, pravi. V izrečenem je odgovor na zanj bistveni vprašanji. Kaj je zame najbolj koristno? Katere odločitve naj sprejmem, da bodo najbolj pomagale mojim ciljem? Lepa je tale ljubezen, ki je samo ljubezen do samega sebe. To je rdeča nit njegovega življenja, dlje od tega, Karenin ne seže. Večkrat je Ano posvaril. Tvoje čustva so stvar tvoje vesti, toda tebi, sebi in Bogu sem dolžan, da te opozorim na tvoje dolžnosti. To vest mora raztrgati samo zločin in takemu zločinu nujno sledi kazen. Ana po njegovem mnenju nima pravice do enačenja med ljubeznijo in spolnim partnerstvom. Ta pravica pripada moškemu, ki je že pred poroko lahko imel izkušnje spolnosti. Ženska nikakor. Spolnost je nekakšna podtalna dejavnost. Po skoraj letu dni vztrajnega zapeljevanja, ko se Ana in Vronski predata telesnosti, nastopi huda postmentalna žalost. Ana se je počutila tako zločinsko in krivo, da ni mogla nič drugega, kakor da se ponižuje in prosi odpuščanja. V ozadju takšnega občutenja in dojemanja seksualnosti so z velikimi črkami zapisane zakonske dolžnosti, ki jih hromijo vero, da bo lahko zaživela polno ljubezensko življenje. Kateri izraz je bolj grozljiv kot zakonska dolžnost? Ali takrat, ko vznikne ljubezen, sploh potrebujemo dolžnost? Družba Ano zmerja kot prešušljico, nič vrednico. V zmerjanju se ljubezen skrči na spolnost. Pri tem pa družba pozablja na mnogo hujše prevare, ki se dogajajo za 4 stenami. Ignoranco, malodušje, poniževanje, hladnost. V nadaljevanju romana o spolnosti sicer ne izvemo prav veliko. Zdi se, da je spolnost pot v bližino človeka, ali k materinstvu, ali k površnemu užitku, a o doživetjih na poti se ne govori. Kljub temu je narejen korak do ljubimca Lady Chatterley in do bolj odprtega pisanja na to temo. Samo ljubezen lahko življenje izpolni, a ljubezni, kot pravi Ana, ne dobi. Živeti samo zato, da neprestano zapeljuje ljubimca, je premalo. Ana postaja histerična, posvetna bitka, da bi se ločila od rutine vsakdanjega življenja, jo ugonablja. Ana noče več otrok. Ljubi sina, ki ga je zapustila, in Vronskega, za katerega se boji, da jo bo zapustil. Ljubim samo ti 2 bitji, ki pa se vzajemno izključujeta. Ne morem jo zdržiti. Potrebujem pa edino to. Nekako se bo že končalo, pravi, in postaja vse bolj nestrpna. Kako si predstavljamo nestrpno osebo? Nestrpnost je nesposobnost prenašati resnico drugih in resnico o sebi. Takšna je Ana. Ne razume, da je ujeta v patriarhalno ureditev, v kateri je ženska predvsem last. Za druge je Ana lepa in zaželena, dokler zase ne terja ničesar. Njena ljubezen se sprevrže v ljubosumje. Sprevrženost se kaže v uničevanju bližnjega in samega sebe. Na kakšen način? V romanu beremo: ker še ni imela predmeta za ljubosumnost, ga je iskala. In v ljubosumnosti se je Ana znašala nad njim in je v vsaki stvari iskala razlog za to, da se je lahko znašala nad njim.
To je prava ljubezenska vojna in nasprotje ljubezni. Ana se muči in trpi, v bolečini ostane sama. Tolstoj zapiše: njeno gorje je tem hujše, ker ga je nosila sama. Nevrotična je, razočarana, užaljena nad usodo, brez načrtov. Vse je izgubilo čar, svet se je odčaral. Najprej mož, potem sin, hči, družba, na koncu Vronski. Njega kaznujem, sebe pa rešim vseh in samo sebe, je njena zadnja odločitev. Tako kot pri gospe Bovary, njen konec ne pride kot deus ex machina. Njen konec je razumljivo nadaljevanje depresivne psihoze. Ljubezen kot ontološki vir napredka vsakega človeškega bitja ostaja neizpolnjen ideal. Govorimo o ljubezni, ki aktualizira možnosti človeka, da se uresniči v stiku z bližnjim. Če povzamemo in se vprašamo, kaj Ani pravzaprav pomeni ljubezen, bomo ugotovili, da ljubezen povezuje z željo, da ljubi tisto, česar nima in zato trpi. Ampak kje ste videli, da je vsa ljubezen v trpljenju? Ali kaj pomaga proti tesnobi, ki jo občuti Ana? Pomaga spoznanje, do katerega Ana ni prišla. Ljubiti pomeni biti sposoben v nečem uživati ali se tega veseliti. To je pravzaprav razširjen Aristotelov izrek. Ljubiti pomeni veseliti se. Ljubezni kot takšni namreč nič ne manjka. Tudi odsotnost ljubega ne more ljubezni raniti, če je ljubezen angažira v človeku še marsikaj drugega, poleg strasti in želje po potrjevanju. Poglejmo Ano še z drugega vidika. Anino začaranost nad svobodo in samo uresničitvijo omrtviči vira. Nikakor ne gre prezreti verskega ozadja romana. Fanatizem in tiranija duha sta smrtonosen objem, v katerem se človek lahko počuti varno in zadovoljno, a ne živi v skladu s svojo naravo. Ana ni nikoli iskala pomoči v veri. Citiram: misel, da bi v svojem položaju iskala pomoč v veri, je bila ne glede na to, da ne nikoli podvomila o veri, v kateri je bila vzgojena, enako tuja, kakor misel, da bi iskala pomoč pri Alekseju Aleksandroviču. Naprej je vedela, da ti vera lahko pomaga samo tedaj, če se odrečeš tistemu, kar je bilo njej ves življenjski smisel. Ana je razumela, da vera ne mara srečnih in izkoristi nesrečne ljudi. Ko po porodu izvenzakonskega otroka umira in mož odpusti iz dolžnosti. Ljubi svojega bližnjega, če je tak kot jaz in če bo ravnal tako, kot si želim. To je zakon vsake zaprte družbe. Gre za nasilje, ki ga ni mogoče obvladati. Nasilje, ki se ne kaže navzven, temveč navznoter. Nasilje, ki reže medčloveške odnose in je povezano s strahom pred skušnjavo, pred strastjo, pred odločitvijo za življenjsko spremembo. Ana, Karenin, Levin, Lidija, Ivanovna, vsi pripadajo isti religiji. Vsi so kristjani. Razlike so v njihovih odločitvah o primernem življenjskem slogu. In ko svojo predstavo o primernosti življenjskega sloga podkrepijo z verskim izročilom, postane religija zelo resen problem. Lastne pripadnike namreč izvzema iz spoznanja in priznanja sokrivde ob padcu bližnjega. Jaz kot veren človek v tako važni zadevi, ločitvi, ne morem zoper krščanske zapovedi, pravi Karenin, in sprejema tolažbo Lidije Ivanovne. Naša opora je ljubezen, tista ljubezen, ki nam jo je on zapustil. Vsi Tolstojevi junaki iščejo krščansko ljubezen.
in pozabljajo, da prva Kristusova zapoved v ospredje postavi ljubiti in delati dobro za bližnjega. Delati dobro seveda ne pomeni imeti prijazen obraz in hladno srce. Tolstoj je iskal vzor krščanske ljubezni in ga v Kiti in Levinu skoraj našel. Lepo bi bilo, če bi vsaj ta dva živela v iskrenem predajanju drug drugemu in Bogu. Toda roman ne prinaša prav nobenega zagotovila, da je takšna zveza uresničljiva ali da je trajna. Tolstoj sam zavrne cerkvene dogme o Sveti Trojici, o stajenju in nauk o Kristusovi Božji naravi. Dolgo je bil potnik na ladji velike vire, potem pa, to pravi Hafiz, velike religije so ladja. Vsaka razumna oseba, ki jo poznam, je skočila čez krov. Tolstoj iz ruske cerkve, ki je obdržala nadzor nad porokami in ločitvami prav do leta 1917 in se je trmasto upirala prizadevanjem, da bi v Rusiji po evropskem vzoru sprostili zakon o ločitvi. V Anini ljubezni ni nič religioznega, narejena je iz predstav, uravnavajo potek dogodkov. Ana nima nič, v kar bi zaupala, kar bi ji dajalo upanje. Kakšna beda je pravzaprav človeško življenje, se ji pokaže na koncu, ko se vozi proti neizogibnemu in pravi: mi vsi bi radi kaj sladkega, če ni bombonov, pa umazanega sladoleda, in Kiti nič manj, če ne Vronskega, pa Levina. In zavida mi, in sovraži me. Vsi se sovražimo med seboj. To je resnica. Anino življenje se konča pod vlakom. Vlak sodi med simbole evolucije. Železniško omrežje je javni promet in ima prednost pred zasebnim. Še vedno velja, da se osebni promet ustavi pred prihajajočim vlakom. Poleg tega je vozni red neusmiljen in potnik se mu mora podrediti. Vlak je podoba skupinskega, družbenega življenja, usode, ki je močnejša od nas. Evocira vozilo razvoja, ki ga težko ujamemo. Ana na koncu odvrže še torbico. Torbica je ekvivalent mentalne opreme. Ta ženska je bila sposobna česa boljšega. Pokončajo jo enotirni posamezniki, nepomembni tepci in tepke, podaljški kolektivne nemoči, iz katere črpajo moč za svoje odločitve. Doli ostane z možem, ki jo vara. Kiti prenaša Levinovo ljubosumje in nezadovoljstvo. Pravega sočutja v nas ne spodbudijo. Tudi krepostne ženske niso srečne. Kot večina ljudi se podredijo ustaljenim predstavam o sreči. Kulminacija njihovih usod je hkrati tudi vrh družinskega dogajanja, ki ga napoveduje slavni začetek romana. Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna družina je nesrečna po svoje. Tako Kiti in Levi, Doli in Stiva. Odločajo se v skladu z družbeno sprejemljivim obnašanjem. Pri tem je Stiva lahko simpatičen, čeprav nima neke notranje globine. Kiti je intelektualno šibka, Doli potrebuje predvsem požrtvovalnost. Levinu se zdi, da mu sreča ne more biti kar dana. Prevzema dolžnosti in se ravna po normah. Ana je bila pogumna ženska, vendar ni imela poguma za življenje. Prebudila se je v spoznanju, da ima pravico živeti. Ugotavlja. Toda prišel je čas, ko sem spoznala, da se ne morem več slepiti. Spoznala, da sem živo bitje in da nisem kriva, če me je Bog ustvaril takšno, da moram ljubiti in živeti. Kot Sneguljčico jo je s poljubom prebudil Vronski, a pravljica se je spremenila v moro. Poljub lahko osreči, od tu naprej je potrebna trdna volja za uresničitev sanj. Roman je dokument časa.
Anino življenje je dinamit tega časa. Vprašati se moramo, ali s tem, ko umreta Ana in Vronski in ostaneta Kitty in Levin, avtor slavi zdrav razum, povprečnost in zmirnost. Najbrž ne. Samo izjemni posamezniki lahko vzdramijo množico in omogočijo premike. Toda takim ne pripada prihodnost. Taki živijo sedanjost. Tolstojeva ženska je mnogo bolj zapredena v mrežo kulturnih, družbenih vplivov kot moški, a se je Ana vsaj poskušala rešiti iz nje. Spomnimo, da Puškinova Tatjana te možnosti ne vidi. Na koncu je Evgeniju Oneginu pravi: jaz ljubim vas, čemu tajiti, a drugemu sem za ženo in z njim živela bom zvesto. Tolstoj je po izidu romana slišal veliko pohvalnih besed. Toda avtor je mrščil obrvi in godrnjal. Ali je težko napisati, kako se častnik zatreska v damo? V tem ni nič dobrega. To je slabo in nekoristno. Tolstoj ni izjavil kaj takega kot Flaubert. Madame Bovary, Samoa. Upravičeno pa bi najbrž lahko rekel: Ana Karenina, to je svet v meni. V romanu je cel svet, vsi, rigidni ali erotično senzibilni posamezniki, religiozni mistiki ali komunisti, prav vsi so vključeni v etično razsežnost, ki jo dejanja junaka vsebujejo. Ana Karenina manifestira osnovno Tolstojevo vprašanje. Kako naj človek živi, da bo njegovo življenje čim bolj polno in smiselno? Avtor si je med pisanjem gledal v dušo in v njej našel predvsem temo, tesnobo in zmedo. A je njegov pogled vzdržal. Zato vzdrži tudi roman, ki ni samo relikt preteklega časa. Vprašanja o razmerju med strahom in dolžnostjo, med strastjo in konformizmom se pojavljajo vsak dan. Nobena ljubezen namreč ni konvencija. Ali Anino zgodbo razumemo kot opomin ali kot analizo neizogibnega, če je sreča v življenju v neulovljivem razmerju, ki mu rečemo ljubezni, je stvar presoje vsakega bralca. Moja presoja se na tem mestu zaključuje. Zdaj pa vas vabim, da mogoče še vi poveste za kakšno. Hvala lepa za pozornost. Bi pač lahko potem sklepali, glede na to, da Ana dojema ljubezen kot željo. A je lahko ljubezen sploh še vedno obstoječa, kot te želje več ni? Torej, če bi njej uspela združitev Serjože z Vronskim, a bi lahko predvideli, da bo imela ta knjiga, ta roman srečen konec? Jaka, a si ti predstavljaš gospo Izoldo Tristan? Recimo, ja. A si jo? Ja. Jaz ne. Aha, okej, razumem. Ja. Jaz si gospe takšna, kot je, gospe Ane Vronski ne predstavljam. A si jo vi? Takšna, kot je. Ta ženska bi najprej morala na zdravljenje. Najprej bi se morala odvajati motorja. To je resnica, to ni nič banalno, to je dejstvo. Potem pa premisliti in ugotoviti, tako kot smo rekli, da je ljubezen sama sebi dovolj. Da zato, če nekoga ljubiš, ne potrebuješ neprestane potrditve, to, kar je ona iskala. Neprestanega stremljenja po dokazovanju, neprestanega potrjevanja strani drugih moških. Na koncu pravzaprav zlorabi svojo lepoto, zlorabi svojo zvezo, zlorabi svojo ljubezen. Zato bi težko govorili o srečnem koncu.
po mojem. Lahko pravite. Prosim. Hkrati lahko tudi ti stavek, da zdaj nimam nobenega drugega razen tebe, ki se Romini interpretira tudi tako, da ona na koncu dejansko nima nobenega drugega kot Vronskega. V bistvu družbo ne more, ker jo obsoja, v bistvu še Betsy Tverska, ki ima še več ljubimcev, noče k njej. So da na en način jo lahko tudi razumemo v tem, da hoče neprestano potrditev, ker je ni mogla dobiti nekje drugje. Ane ne obsojamo. Ni bilo tako mišljeno, samo poskušamo razumeti. Res je, da reče, da se mi zdi to zelo pomembna izjava. Zdaj imam samo tebe. V čem je sporna ta izhodiščna točka? Kaj je tukaj pravzaprav narobe? Kaj se z Ano v tem trenutku zgodi? Kaj se zgodi, ko rečeš sočloveku, samo tebe še imam? Kaj je narobe s to izjavo? Vse svoje življenje, pozabiš na svoje življenje, pozabiš na to, da smo vsi človeška bitja, ki je dolžna sebe ob ali pa z ali pa v bližini drugega realizirati. Če na to pozabimo, vsaka ljubezenska zveza propade, ker je ženska nezadovoljna. In na to je pozabila. Zato smo rekli, da ljubezen mora vzbuditi v človeku še druge potenciale. Ne samo strasti in ne samo želje po potrjevanju. To je najbolj ena možnost, ampak daleč od tega, da bi pripeljala do srečnega konca ali pa do srečne zveze. To je njena napaka, po moje. Če lahko temu rečemo napaka. Ja. Še kakšno mnenje, pomislek? Lahko jaz samo vprašam, kaj poznujete kot srečni konec? To, kar je izhodišče je dal, niste slišali, izhodišče je dal kolega Jaka, ki je vprašal, če si predstavljamo Ano kot srečno, z Vronskim. Ano poročena Vronski. Jaz ne, to je bil moj odgovor. V tem smislu, ker je preveč stvari se nakopičila, da bi lahko kar predvidevali. Saj itak je nesmiselno predvidevati drugačen konec, kot to resnici je. Sreča ni stvar trenutnega stanja. Sreča je, pravzaprav, sreča se gradi iz dneva v dan. Sreča nam ni kar dana, zato sem navedla ta mogoče banalen primer, ampak vendarle, da se sreča ne zgodi, ko te nekdo poljubi. Za srečo se odločaš in se zanjo boriš in to neprestano. Drugačna sreča zapusti. Še kaj? A je bilo prehitro? A bi še poslušali, ali bi bilo preveč? Kaj pa vloga tega, da je v bistvu Tolstoj opisal žensko in ta zadeva, da v bistvu ona v trenutku, ko ima samo še njega, če nas poslušujemo na splošno na ženske, postane nevrotična. Lahko to pripišemo temu, da je to pisal moški in je malo pač dal preveliko temu, da je pač ženska kar naenkrat rata nevrotična. Mislim, a je kakšen drug izhod, mogoče kakšno drugo obnašanje, ki je bilo mogoče pri ženski v takem položaju? Ne vem, če ste brali študijo Simone de Beauvoir, Drugi spol, ki se začenja z zanimivim izrekom. In sicer pravi: podvomiti je treba o vsem, kar so o ženskah napisali moški, saj ti razsojajo v svoji lastni pravdi. A se razumemo? Seveda, da je to moško stališče. Zato pa tudi, zato gotovo, Tolstoj ne bi mogel reči: Ana Karenina, to sem jaz. To je en del njegovega jaza.
Razmišljate? Ja. Bi se mogoče malo navezala na to, kot je Irca rekla, s tem, da ona postane neurotična. Ona v resnici v tem trenutku gre pač v nasprotju s tem, kako Bourdieu pojmuje ljubezen, kot neko stanje, kot dve osebi si absolutno ne smeta vzemati lastnine drug na drugim. Ona si v tem trenutku nekako vzame lastnino nad Vronskim. In pač, zaradi tega tudi je izvira ta krivda in ta nevrotičnost, da je on nek zaklad, ki ga pa zdaj zaradi tega, ker je samostojno bitje, ki čuti, ki ima nek svoj notranji čustveni svet, lahko izgubi. Ja, to je to. To je ta želja, ki jo najbolj enostavno mogoče lahko razložimo med želja po imeti in želja po biti. Vse to je znana dvojica. In Ana se usmerja, in Ana se usmerja k želji po imeti in se tudi ljubezen tako razlaga. Ana se ne usmeri k temu, da bi sebe razvila, da bi sebe kot žensko, kot človeka razvila in v tem smislu stopila v odnos. Zato postaja posesivna, zato postaja nevrotična, ker ne moreš imeti človeka, ne moreš. V tem smislu, da bi se iz tega rodilo kaj dobrega. Mogoče samo še nekaj, če bi odgovorili na vprašanje, ki je bilo zastavljeno v opisu tega eventa. In sicer, ali se vidim Ano kot žrtev ali kot rablja, čisto iz tega, ker se mi zdi, da če primerjamo, pa vemo, da Tolstoj je imel pač tudi kar dosti se navezal tudi na Dostojevskega, se pravi, če primerjamo, Dostojevski ni samomora dopustil kot odrešitve, medtem ko Tolstoj z Ano Karenino, saj ona reče, da je bo to kazen za Vronskega, ampak vseeno je to na nek način njena odrešitev. Kakšna odrešitev zdaj to je pač vprašljivo, ampak je ona v tem trenutku, oziroma na splošno, v večji meri žrtev ali pač v večji meri rabelj Vronskega in na nek način tudi svojega otroka, se to zikar ni dobro za otroštvo. Obeh otrok. Ja, za Ani itak, ampak pač tudi za Sarjožno. Kakšen odgovor iz publike? Kaj bi rekli? Je Ana žrtev ali rabelj? Oboje. Utemeljitev? Rabelj je za druge žrtev, pa za samo sebe. Mislim, ona je žrtev svoje mentalitete, sama sebi je rabelj. Tako. Zdaj, prej rekel, da je žrtev svoje družbe in svojega časa, kako sama sebe. Lucija, povem. Ja, jaz sem tako mislila, pač ona, ja, res je naš on, ki iz te svoje mentalitete, pa iz te svoje neurotičnosti rabelj, pač otrokom pa Vronskemu, ampak je bila kot prvo žrtev tega časa pa družbe, kamor je pač ona nekaj čutila. In pač, mislim, je pač to tako interpretirala to svojo žrtev, da je pa postala v bistvu ona še rabelj naprej. Vse vprašanje se povezuje s tem, zakaj pravzaprav propade. Čemu dejansko lahko pripisujemo vzroke takšnega stanja, da jo pripelje pod vlak. Govorili smo že v šoli o tem, ampak še en premislek damo v tem smislu, da gotovo gre za enakovredno razmerje med Ano kot Ano in Ano v odnosu do družbe. Torej, en del vzrokov gre iskati v njej sami, v njenem odnosu do sveta, en del vzrokov pa je gotovo tudi družba v odnosu do nje. Ker dejansko jo izloči, ker dejansko nima nikogar, ki bi jo vsaj malo podprl. To je dejstvo. In tukaj je to razmerje rabelj žrtev v tem smislu. Sama sebi je rabelj, sama sebi je žrtev. Ja, dvojena. Kaj je z Vronskim? To misliš še? Ja. Kaj je z Vronskim? Kaj bi lahko rekli o Vronskem? A je on žrtev? A je on njena žrtev? On je mlajši od nje, mlad je, lep je, čeden je, bogat je, pred njim je karijera. Ženske bi lahko imel in jih ima. In potem naleti na to Ano. In uspe, po enem letu dobiti to, kar je hotel na začetku. Potem pa komu prizna, da je, oziroma komu pove, da je noseča, se zave,
da bo moral spremeniti svoje življenje. In njegovo življenje se spremeni. Pravzaprav se odpove karieri, odpotuje z njo, pripravljen je skrbeti za hčerko, želi si še drugih otrok, čaka na ločitev. A je naredil kakšno napako, da ga na koncu Ana obravnava tako kot ga? A je dal kakšen povod? A ni dal vsega, kar je Ana pričakovala? S čim jo je razočaral pravzaprav? A jo je sploh razočaral? A je kaj očital? A je česa ni nudil? A jo je ponižal? A jo ni potrjeval? A ni bil dovolj pozoren? Kaj je narobe? Edino, kar si je želel, je imeti svoje življenje, ki se ne veže na odnose z drugimi ženskami. Nikjer v romanu ni to rečeno in zato ne bomo zlorabljali takšne interpretacije, da jo je varal v tem smislu. Jaz mislim, da Vronski ni problem. Problem je Ana. Problem je Ana, ker ni tega zmogla sprejeti. Kdorkoli bi bil na njegovem mestu, bi se verjetno zgodilo nekaj podobnega. Ona ima probleme. Ja. Mislite, da bi bilo možno z večjo zaupanje, pač Ana nima zaupanja v Vronskega, oziroma pač svojega notranjega sveta ne obvladuje. Mislite, da bi bilo možno pač priti do nekega srečnega konca, oziroma srečnega zakona ali odnosa, če bi Vronski bolj vstopil v ta njen notranji svet in pač Dvomim. z njo poslušal politik. Dvomim in odgovor, zakaj dvomim in zakaj se mi zdi vredno dvomiti, zato ker ona, če se spomnite, reče, da se odpoveduje ločitvi, ker se s tem kaznuje, ker si ne privošči sreče, ker se ji zdi, da je naredila, da se je odpovedala sinu, je zanjo tak prekršek, ki ga noče pravzaprav nadomestiti z nobenim drugim odnosom. Ta ženska ne more biti srečna. Ker ljubi točno tisto, česar nima. Ker je neprestano, ker je v začaranem krogu. Ko bi dobila Vronskega, bi seveda kar bi mislila na sina. Pa se ga je imela. Pa se je šel z njo v Italijo. Se je z njo preselil v podeželje, potem v Moskvo, potem sta načrtovala spet na podeželje. Razen, če sprašuješ v tem smislu, ali bi jo potem potencialno družabno življenje, ki bi omogočilo stik z ljudmi, spet povrnilo ta status in če bi jo to zadovoljilo. Ne vem, mislim, da ne. Mislim, da ne. A bi lahko na koncu nekako pomagal, ker je vedel, da je odvisna od morfija, oziroma da jemlje pač sredstva za spat in jih je kar skozi malo imela pol vedno zadeta. In vedel je, da ni vse v redu, a bi lahko nekaj naredil, da bi vsaj iz tega začaranega kroga prišla, ker vsem meni se zdi, da na koncu ni naredil čisto vsega, kar bi lahko. Pa ne v smislu, da ni bil dovolj z njo, ampak se mi zdi, da je vse preveč vzel, kakor da je to sam še ena izmed njenih muh, pa na koncu bi po mojem res lahko še pomagal, oziroma ali pa tudi ne, ampak ne vem. Ja, zdaj stopamo seveda na področje, ki ga roman niti ne odpira, ne? V tem smislu, kaj bi bilo, če bi bilo. Lahko se sicer o tem pogovarjam, ampak to ni zdaj vprašanje eseja in interpretacije romana. Jaz si mislim, da Vronski niti ni dojel, v kakšni hudi krizi je Ana. Zakaj? To se mi zdi pomembno odgovoriti, ker Ana jasno pove, da Vronskemu ne more povedati vsega. Če ste pozorni bralci, potem to veste. Ana reče, da mu ne bo povedala, kako zelo pogreša svojega sina
In sicer zato ne, ker se boji, kako bo Vronski odreagiral na njeno izjavo oziroma na njeno bolečino, da bo mogoče hladen ali pa da ne bo mogoče pokazal sočutja z njo in zato je rajše tiho. In zato si mislim, da je nemogoče pričakovati, da bi Vronski lahko čudež naredil. Ker tako ali tako je Ana tudi postavljala en zid, eno svojo, en zid, eno svojo varovalo. In ni šla, čeprav si je želela, kaj na koncu ugotovimo? Da se pravzaprav obrazec njenega obnašanja ponavlja. In da je čisto vseeno, kot sem že rekla, ali bi bil Vronski ali pa bil še naslednji. Če ni z možem ni vstopila v normalen odnos, potem ni stopila v prisrčen, recimo temu, odnos z Vronskim, najbrž tudi s tretjim ali četrtim ne. V tem smislu. Vronski ni vedel vse resnice in si ni upal za to karkoli narediti, ali pa ni zmogel. Čeprav se je tudi malo sramobova, ne? Pač ni šel, ko bil v Moskvi, pač dve sobi, eno za Ano, eno pa za sebe. No, ampak to je stvar... Če v gledališče je zamudil, ni šel pač z njo v gledališče, ne? Ja, ampak to je zdaj stvar navade in njihovih običajnih navad. Mož in žena visokega stanu v hotelu nista spala v isti sobi. Tudi doma niso spali v isti sobi. Saj tudi, ko živita, tako da z tega vidika najbrž to ni problematično. Dejstvo je, da je Vronski, preden je šla v opero, zelo jasno opozoril. Predvidel je, kaj se ji bo zgodilo. Rutin te, ne hodi v opero. Pa je šla. Pa je šla misleč, da bo zmogla, da bo zdržala. Pa ni zdržala. Ta družbeni vidik ni nepomemben, ja. Ker jo pahne seveda v osamo in v osami ima veliko časa in razmišlja in se počuti zapostavljeno in obsoja Vronskega. Njemu je dovoljeno vse, meni pa ne. Ja, ne vidi, v kakšnem svetu živi. A bi lahko mogoče pogledali malo odnose do otrok, recimo, kak je odnos ima Doli, pa Stivo, pač do otrok, pa Kitty, pa Levi, pa pol v končni fazi tudi Ana. Pa je tudi Vronski, on si je želel otrok, ampak če pogledamo pa, koliko je on časa preživel svojo hčerko, je pa to, ne vem, no, jaz nisem opazil, da bi kaj dosti jih posvečal. Zdaj, najprej to, koliko časa se posvečajo vse glavne osebe otrokom. Zelo malo, ampak spet ne jemljimo iz konteksta časa in načina, kako so oni živeli. Okay? Zato so imeli varuške, zato so imeli govorante, da so poskrbeli za otroke. Gre samo za odnos, kakšen odnos vzpostavljajo in kako dojemajo potomce oziroma otroke. Doli je tipičen primer matere, ki se žrtvuje. Matere, ki prevzame vlogo skrbne, požrtvovalne ženske, ki se odreče svojemu lastnemu življenju. Prosim? Ja. Če se spomnite, ko Doli gre k Ani na obisk in ko se pelje tja in razmišlja o svojih otrokih, kaj reče? Najprej seveda se ji zdi fajn, da se malo spočije od tega živžava. Potem pa reče, joj, pa se ta moški me je tudi kdaj pogledal, pa on tudi. Ampak vsemu temu sem se odrekla. Odrekla zato, ker se je morala odreči. Zato, ker ni imela moči, da bi rekla Stivi, veš kaj, zdaj pa dovolj. To je naša Frankarjeva Franska.
A ni? Ana, torej, pristane potrjeno, Maja. Hvala. Torej, ženska, ki se ne realizira, oziroma pri sebi misli, da je realizirana zgolj kot mati. Ampak vsak človek mora v življenju realizirati več vlog. Ena od vlog je materinska. Ostali veste, kako Karenin doživlja svojega sina. Da mu je vsaj na začetku, ko izve, kaj se z Ano dogaja, popolnoma odtujen. In ne samo, da mu je popolnoma odtujen, reče celo, da ga sovraži. Sovraži zato, ker sovraži Ano. Potem, ko ima več časa, ko Ane ni več na vidiku, se ukvarja z njim. Ampak prave podpore tukaj ni, ne? Ta otrok raste sam. Ta otrok in na koncu, spet, če se spomnite, ko pride Stiva na obisk Kareninu, vprašati, kaj je zdaj z ločitvijo, ali jo bo dal ali ne bo dal, se srečata, torej stric in Serjoža. Kako odreagira Serjoža, ko ga Stiva vpraša, a se še spomniš mame? Kaj reče otrok? Da ne ga pustijo na miru. To je zdaj klasični sindrom potlačitve. S tem bo enkrat moramo upraviti, ampak to je zdaj že druga tema. Ne? Torej, straha je, boji se, noče. Ne? Misel na mamo mu prinaša bolečino. Kako je z Vronskim? Vronski si želi otrok, ampak seveda pri tem misli, kako se bodo pisali Vronski in ne Karenin. Ana mu to očita, kako bi on rad imel otroke, kaj bo pa z njo, ker v ospredje seveda postavi svojo ženskost, ne svoje materinstvo. Torej, zdi se ji dosti bolj pomembno, da igra to vlogo ženske in ne vlogo matere. Idealno v življenju je, da dosežeš harmonijo med enimi in drugimi vlogami. Ampak do ideala, smo rekli, je težka pot. A je Ana pozabila na svoj otrok in recimo, ko se je odločila na smrti na koncu? Ko Ana gre, to je zelo pretresljiv trenutek. Ko se Ana pelje v kočiji proti železniški postaji čisto na koncu, razmisli oziroma se spomni na Serjožo, sliši tam oziroma vidi gručo fantov in reče v tem smislu, tudi Serjoža bo pozabil. To je na koncu, vsaj po moje, je Ana na vseh nivojih razpadla. Ona ni več sposobna konstruktivne misli v odnosu do ničesar in res se ji zdi življenje popolna beda. Najbrž je to razumljivo, ker drugače ne bi naredila samomora, če bi bila samo ena trohlica upanja. Torej, nič jo ne zmore ohraniti pri življenju. Niti misel na sina, ki ga je imela tako rada, ali pa je bila tako zelo posesivna, nič. Pisatelj je zelo spreten in ni pozabil na to, kako se te misli zvrstijo tik preden se zgodi. Bi rekli mogoče, da tukaj je odsoten materinski instinkt pri Ani? Ja, je. Ker se to vidi ali pa v odnosu do hčerke Ani. Seveda z našega vidika se zdi grozno krivično, da ni zmogla imeti rada hčerke. Ampak to je zdaj naš vidik. Če pogledamo z njenega vidika, je ona svojo materinsko vlogo ali vso svojo ljubezen že podarila Serjoži. Nima več moči. Nekaj v njej je umrlo. Enostavno je prazna. Žal, takšna je. Tako je.
Če se vrnemo nazaj malo na Vronskega, pa to, da je on v bistvu v romanu opisan kot nek bolj čokat, malo plešast, nama tako te vrtice, tako, mislim, meni osebno ni opisan kot najbolj privlačen. Kaj bi vi rekli, kaj je najbolj privlačno, oziroma kaj je ta privlačna stvar na njega? Ja, ampak vsem... Kaj je opisan kot nek ženska, da bi lahko bil z ne vem kolikimi ženskami in tako naprej. Po moje en tak... Drugi ga tako vidijo kot privlačnega, kot nekoga, ki... Jaz si mislim, da ima en tak šarm, za katerega skrije mogoče kakšno pomanjkljivost ali pa plešo. Vedno se poudari Vronskega kot spretnega v komunikaciji, kot spretnega v odnosu do ljudi. Tudi ko se kasneje, če se spomniš, srečata z Levinom. In ko se srečata, še preden se poročita in potem na teh volitvah in tako naprej, je Vronski vedno uglajen, džentelmen. Vedno se nam zdi, da zna najti pravo besedo. Kaj je tisto, kar je Ano prebudilo? Kdo je zdaj ta Vronski, da jo je takole zbudil? Ana se zbudi sama, pravzaprav. Samo v pravem trenutku na pravem mestu se je znašel. Tale naš Vronski. To je njegov kapital. Ker prav posebnih odlik ne vem, ali je imel, vsej niti ne bomo sodili, ampak se mi zdi, da je to, da je jaz si ga predstavljam kot enega takšnega ne preveč zapletenega moškega, ki se mu sicer življenje potem malo zaplete, ampak on še zgleda, da je šel ven in tako naprej. Si prav, se s tem ni nič narobe, ampak vendarle nesposoben, da bi dojel Ano celotno. Tako. Mogoče bi bilo krivično, če bi rekli, da je prišel z državno kapo, da je prišla z državno kapo. Mi smo se pa v šoli nekaj pogovarjali glede Levina in sicer na koncu malo spleteno dosti veliko eksistencialno krizo. Skozi ima krizo, ja. No, ampak mislim, na koncu že skiti, ima že otroka, ampak on še vsem pomisli na samomor. Pač kako je lahko možno, za njega pisatelj nam da bralcu tiska, da je res v bistvu najboljše stvari potegnil iz vsega. V bistvu, ok, ja, bil je zavrnjen na začetku, ampak na koncu je manj odnos, ima tako odnos s svojimi podrejenimi, s temi mužiki, ima to posestvo, ni zanemarljivo majhno, ima ženo, ima otroka, res se zdi, da ima vse. Pač, zakaj, kako je lahko pa vse ne vem, kako lahko gledamo s tem, kako lahko gledamo na to. Kažem odgovor? Ne bom sem jaz govorila, ker bom takoj sicer. Kako je mogoče, da Levin ni srečen? To je vprašanje. Kako je mogoče, da sam pred sabo skriva vrv? Kako je mogoče, da sam pred sabo skrije puško, ko gre na lov? Pa kaj je s tem tipom narobe? Kaj se pravzaprav dogaja? Kaj ga straši? Odkje ta strah? Kaj ga muči? Kaj je njegova huda travma, če lahko že tako rečemo? Kaj je njegova bolečina? Strah pred smrtjo. Strah pred smrtjo, strah pred koncem. Spomnite se, kako doživlja bratovo bolezen, kako doživlja bratovo smrt. Neprestano ga vleče na to temno brezno in ne zna najti poti, da bi se temu breznu izognil. Zakaj pa sploh v bistvu na samomor, če se pa že boji smrti? Prav zato, ker ga vleče. To je tako kot
ker je privlačno, ker je neznano, ker je skrivnostno, ker si želimo tistega, česar ne poznamo, oziroma tistega, česar se bojimo. Na koncu spozna ta čisto, ampak res zdaj dobesedno konec, zadnji odstavek v romanu pride do Levin do spoznanja, da je življenje pač tako. In reče, še se bom jezil na hlapca, še bom jezil Kitty, še bom neumnosti počel, ampak vendarle rad živim. Kaj to pomeni? Da se Levin edini najbrž v romanu, ki se dejansko sprašuje, kakšno težo da dnevu vsak dan. In on je junak, ki zvečer, ko gre spat, najbrž ne zmore reči, dovolj je dnevu lastna teža. In si še malo naloži. In zjutraj se potem zbudi s temeljnimi eksistencialnimi vprašanji. To je njegov problem. Problem vseh teh junakov je, da se res ne znajo veseliti. Redki so trenutki, tudi v Levinovem življenju so, ampak vendar jih je premalo, da bi bili radostni, veseli. Zakaj ne? Ko se mu rodi otrok, se spomnite, kaj reče. Gleda tega otroka, to štruco kričečo in reče, to pa ne, nič ne čuti. Edino, kar čuti, to je res lepa izjava, da pravzaprav s prihodom otroka na svet oziroma s tem, ko dobi sina, se njegova ranljivost še poveča. To je lepo rečeno. Torej, občutljiv je, senzibilen je. In to je najbrž povezano s trpljenjem. Ali pa s tem občutenjem življenja, ki ga hoče čutiti na vseh nivojih. On noče biti površen, ne mara površnih ljudi. Vse, ko gleda vse te, ko pride v Moskvo, če se spomnite, ko hodi iz kluba v klub, pa na sestanke, pa ne vem kaj, on je nervozen, on je živčen. On mora biti sredi življenja, on hoče delati, on hoče nekaj ustvariti. On piše razprave, on se ukvarja s kmetijstvom, on se ukvarja z mužiki. To je primer človeka, ki hoče živeti polno. In ker živi polno, se pokaže in življenje in smrt v polni meri. Ne gre drugače. Vse hoče odkriti. In to niti ne moti, da tako razmišlja o smrti. Meni se zdi to, da spada polnosti življenja. Da roman prinaša tudi to sporočilo, to soočenje s smrtjo in kaj bo potem in kako zdaj opraviti s tem. In z Levinom je to lepo izpeljano. Če kaj še pomislek? Ja, vprašanje, če sem na Ana šla zdaj. Ja. Prej sem nekaj podobno, da pač izdanje množice pač mi ne pripada prihodnost. Zdaj se me zanima pač posledično mislika, katere ideje pa Ana svoje smrtjo. Ja, mišljeno je bilo tako, da si Ane res v prihodnosti ne predstavljamo tako, kot smo rekli, da si jo ne predstavljamo gospa Ana Vronski. Njena ideja je pomembna v tem smislu, da je sposobna uresničiti svojo željo, ne glede na to, kaj se potem s to željo dogaja. Ampak ona gre en korak naprej od družbe, v kateri živi. Ker vse te ženske, veste, da tam varajo, ne vem koga in ne vem kaj, ampak na zunaj si dajo fasado in zakrijejo drug drugega. In tako smo rekli, v Portalju se dogaja marsikaj. Ona pa reče ne, takšna kot sem. In z tega vidika je njena vloga izjemna.
zato ker še mnogo An je bilo najbolj potrebno v svetovni zgodovini, da danes lahko, če se zgodi takšna Ana, stopi kamorkoli, s komorkoli. In lahko postane gospa Vronski. A se razumemo? V tistem času pa ne. Ampak ja, naredi korak naprej. Če poznate, namenoma sem sicer omenila roman Ljubimec Lady Chatterley. Tam je napovedan srečen konec, podobni, ne čisto, ampak vendarle tematiki. Torej gre in lahko zaživi. Do 19. stoletje pa saj veste, kaj se zgodi z gospo Bovary. Zakaj vsi sodijo Aninom liberalizmu? Prosim, nisem slišala. Zakaj vsi sodijo Aninom liberalizmu? Kaj se dogaja s Stivo, recimo? On pa ima takšne postopke, ampak nišče ne sodi. Moški je. Če pa resno mislim, moški je in še zelo spreten je. Spreten je on točno ve, do katere meje in mere lahko. On se prilagaja vsem kalupom. On je tak plastelin. Kadarkoli, kjerkoli ga lahko postaviš in se bo znašel. Spomnite se že na prvo sceno. Tako se roman začne in je ta vloga seveda Stiva zelo pomembna. Prevaro je ženo, se umakne in pokliče Ano. In potem se spet vrne, kot da ni bilo nič. In to ponavlja neprestano na vseh nivojih. Na koncu dobi celo dobro plačano službo. Ženo dobesedno odseli na podeželju, zato da lahko nadaljuje s svojim početjem, ne da bi jo gledal. To je zdaj, da sem pogledala vsake tok, ko ampak takrat on res reče, da živi. Takrat, ko je pač doli s otroki na Irguševem, on pa pač v Petrogradu del te družbe in pač se ima fino. Ja, to je, kaj vam hoče roman povedati? Predstavi vam več tipov ljudi, več tipov žensk in več tipov moških. In Stiva je eden od takšnih tipov ljudi. Res, da je, ne vem, lahko govorimo, da je individualiziran lik, ampak hkrati je tudi tip človeka, mislim. Človeka, ki na prvo mesto postavi užitek. Če smo rekli za Levina, da hoče na prvo mesto postaviti polnost življenja, karkoli že to zanj pomeni, potem Stiva to polnost življenja povezuje z užitkom. S kolačkom reče, če se spomnite. Ko govorite z Levinom, reče, pa kaj, če si kdaj privoščiš takšen kolaček? Torej, kolaček seveda pomeni tisto, kar je najslajše. Potem on hlesta. To je smisel njegovega življenja. En tak poživec. Takšno je življenje. Saj zato vam pravim, ta roman je pravzaprav cel svet. Tukaj imate vse možne tipe ljudi, moških in žensk. In zato imate tudi otroke, zato imate tudi starejše. Vse imate. Lahko govorimo še, pa ne bomo vsega obdelali, ker je res veliko tega, ker je cela mreža izpletena. Mislim, zdaj malo nitke vlečemo iz te mreže. Ja. Nekaj bi se sam dodala, da pač tudi sam bolj reče, da edina stvar, ki obžaluje glede te afere, za katero je dol izvedla, je to, da je to francosko vzgojiteljico pripeljal domov, da ni tega delal izven hiše. Ja, mislim. Da ima tak odnos tudi kasneje, da je Levin zgrožen in ker mu večkrat, vsakič pogresta ven pride nekak pogovor na to temo, še naprej, vedno je Levin zgrožen in Stiva. Stiva se ne pusti motiti, Ko gresta na lov, se spomnimo, in Levin je že čisto utrujen in gre spat, ampak Stiva pa ve, da so tam one ženske, To življenjsko energijo pa imajo.
ampak imajo seveda na račun svoje žene. To je, da ne bo zdaj izpadlo, da podpiramo takšne tipe. Izkoristi pravzaprav nemoč svoje ženske. Pošljajo, ja, kam že, na pol razpadajočo hišo. Mislim, kaj se to pravi, ne? Si glih je rekel, da ne podpirate take tipe, tako kot tudi niso Ane Karenine. Zdaj ste si rekli, pa da ne bodo da podpiramo take tipe, ne? Tukaj mi je tako, kaj sem vsi sprašal, pa zakaj so obsojali, pa ne vem kaj, ne? Pa zdaj, ki ste rekli, izkoriščajo svojo ženo, ne vem kaj, pa se zmuzlo kaj in drugi, ne? Pa ste se popravili, pa da ne bodo niso, da podpiramo take tipe, ne? To je bilo kar spet, pač malo biti tudi naša Ane Karenine ali pa je kar vam je zmutno. Ja, se mi zdi, da je bistvena razlika med Stivo v odnosu do žensk in Ano Karenino v odnosu do Vronskega. Stiva treba vprašati. Ne, saj govorimo o tem, kaj nam roman pove. Da je Stivi dovolj užitek. Da se jemlje pri ženske zgolj iz užitka in pri tem rani svojo ženo. Zato, ker je lepo, kdo ne bi se ločil? Stiva? Kdo pa potem, kje bo pa imel denar? Kje bo pa imel zatočišče? Kdo pa skrbel za njegove otroke? To mu ne pade na pamet. To pade na pamet ženi. Že na začetku romana, če se spomnite, kako je ona jezna. Ana reče, zdaj pa dovolj, zdaj bo pa konec. Pa se potem premisli, ko pride Ana in reče Ana, s čim jo potolaži. Sem, da ji poskuša povedati, no ona še vedno, torej Doli, ljubi svojega moža. In Doli kar naprej govori, da ga ljubi. Če lahko ljubiš lakoživca, super. To je pač še ena od možnosti interpretacije. Nič ni narobe, če je nekdo lahko živ, mislim, prav, ne bo. Jaz sem hočem reči, da ne gre za enako razmerje moških žensk. Sartre in njegova sta se ljubila, pa sta bila malo lahkoživna. Prosim? Sartre in njegova Simone de Beauvoir, ja. Sta se tudi malo ljubila, pa sta bila malo lahkoživa, bojim, da se to da. Ja, ampak pri tem nista ranila drugih. Niti drugega. Ne, bi se samo rekli, ali lahko ljubiš lahkoživca, ja. Lahko, ja. Zdaj je ranjivo, ne, to zdaj korak dalje, ne. Seveda lahko. Seveda, to recimo, tako se mi je zanimiv, ko vsak na svojo okvire, kjer pač postavi meje, ne, to pa ne, ne. Zdaj na Karenino so postavili mejo, ja, lahko se vsi varamo, ampak ne, na vsak način pa ne. To ga vi, ja, lahko je lahkoživ, ampak ne na tak način. Da lahkoživ, ampak ne na ta način. Smeje. Ene so padle, ene padle, Ja, meja je tam, vsaj po moje, da lahko počneš stvari, dokler ne povzročiš bolečine drugemu, ne? To ne bi bila obče človeška meja, ne bi bila. Potem, če te meje, neke meje ni, potem svoboda je postala vprašljiva. Svoboda ni v tem, da počneš, kar hočeš, vsaj po moje ne. Ja, ko smo ravno pri Stivi, me zanima, mi smo pač v šolo omenjali, da je bil ta Tolstoj, da je bil pripadnik tolstojanstva, ne? In je na primer obsojal to nemoralno življenje, še posebej Ane in Vronskega, medtem, ko je bolj zagovarjal Čistih pa Levina. Ampak recimo Stiva, on pa tudi nekako zelo, mislim, ne že veliko v skladu s tem tolstojanstvom, ampak se mi pa ne zdi, kakor da ga bi Tolstoj to nekaj obsojal oziroma ga predstavljal kot negativnega lika v knjigi. Kako to, da ga ne? Okay. Jaka, nekaj želiš reči? Ja, mogoče najprej, če lahko sem tako na hitro to repliko na Stivo, zakaj ga on ne psuje. Saj Stiva je najmanj človeški od vseh likov. Stiva je res plastelin, brez globine, ampak zdi se mi, da je ful pomembno, da pač vsem se zavedamo teh avtobiografskih momentov Tolstoja. Tolstoj ni imel nekega idealnega življenja s svojo ženo, on je pač njo varal, tako on je bil pač res iz tega vidika slab človek, ampak
pač kar se pa tiče tega, kako on opisuje ta svoja varanja, on vedno napiše, da je pač videl žensko, jo je zapeljal, je spal z njo, ampak potem on doživi točno to, kar doživi Ana. Potem, ko prevara svojo ženo, se čuti ful krivega. In zdi se mi, da je to en aspekt, iz katerega ni treba, da mi vprašamo Stevo, a lahko obsodimo njegovo dejanje. Tolstoj sam pri sebi je obsojal to, da je imel ženo, ki ga ni hotela zapustiti, ki je držala tam zraven, ki je dobesedno postala stroj za rojevanje otrok, kar je izmučil, kar je skoraj ubil, medtem ko je on varal, se tudi počutil krivega, ampak zaradi tega ni nehal početi. Tolstoj in njegova žena sta imela 13 otrok, to najbolj veste, ne? Še preden sta se poročila, je Tolstoj imel številne ljubezenske afere, ki jih je natančno popisal v dnevniku, in preden se je poročil, je te dnevnike oddal v branje svoji ženi Sonji Bers. Tudi potem je imel zveze. To je njegov problem, problem zvestobe. Dejansko se postavi to kot eden temeljnih problemov v romanu. Bolj radikalno in zelo radikalno Tolstoj s tem vprašanjem opravi v enem drugem delu, in sicer v romanu z naslovom Krojcarjeva sonata. Tam pravzaprav obsodi žensko, ki je predvsem stroj, če uporabim tvoj izraz, za rojevanje oziroma za zapeljevanje. Tolstoj bi si želel takšnega poduhovljenega odnosa, kot sta ga mogoče sposobna imeti Kitty in Levin. To je njegov ideal, ja. Ampak hkrati se pa zaveda, da je to nemogoče, ker je sam šel skozi to življenjsko pot. Rekli smo, ko je napisal Ano Karenino, je bil star 50 let. Da je zelo dobro vedel, kako stvari stojijo. Steva je res, po mojem, najbolj površnih likov, kakšne posebne teže v romanu z tega vidika niti nima. Je pač en primer, kako. Izvolite. Lahko mogoče še malo spregovorite o odnosu ta Levin na Kitty, mogoče kako se je pač Levin spremenil, kako se je Kitty spremenil. Kitty je bila stara 18 let, ko jo je Levin prvič zaprosil. Levin je bil star 32. Imejmo to pred očmi. Torej, Kitty pri 18 je lepa, je zadovoljna sama s sabo. Ko se obleče za ta ples, na katerem se potem zgodi, kar se zgodi, je ona zase popolna. Če se spomnite, se pogleda v ogledalo in reče, joj, ta moj črni trak, ta je pa res pika na i. In potem se življenje obrne. Kitty je zanimiva z tega vidika, kako lahko ženska dozori. Kaj pravzaprav je potrebno za dobro zvezo? Zakaj Kitty potem se poroči z njim? Zato, ker ni bilo drugega. Kot na koncu reče Ana Karenina, če ni bil Vronski, pa Levin. Ali kako? Kitty gre skozi hude transformacije, recimo temu, v Nemčiji. Torej, pride do dna, zvoli, in v tej bolezni, ko spozna Varenko, kaj vidi? Takrat se ona mora odločiti, kako bo živela, in spozna, da je smisel življenja v tem, da se daruješ, da pomagaš drugim. To je Kitty. In takrat, ko je pristala na takšno odločitev, oziroma ko je to vzela za svojo, takrat je sposobna sprejeti sočloveka v svojo bližino. In to je bil Levin, ki je na tem nivoju podoben. Zato ta zveza funkcionira. Res pa je, da Levin tukaj pokaže še eno drugo plat. Pozabil je, to, kar je Tolstoj tudi v svojem življenju kar naprej pozabljal, da tudi ženske morajo nekaj početi.
In ko Kitty, ne vem, daje prte na mizo in skrbi za ljudi in tako naprej, je Levin čisto zmeden. To je tisto, kar pravzaprav hoče roman povedati. Pusti sočloveka, da se uresniči. Kitty je očitno dovolj, da je mama in da je gospodinja. Če je s tem zadovoljna, potem naj to bo. Če je to njeno življenje in če je s tem njeno življenje izpolnjeno, potem je možno, da bo prenašala svoje zadovoljstvo na partnerja oziroma na otroka. Problem je pri Doli, ker ona ni zadovoljna s tem. Tukaj so te razlike. Kitty pa je. V tem smislu. A se vam potem zdi, da je Ana pionirka ženske svobode? Da je Ana pionirka? Ženske svobode. Mislim v smislu, da je iniciatorka nekega boja. Seveda. Ana je naša. Seveda, ja, sigurno. Zato, ker, kot rečeno, Ana je bila pogumna. Dejansko se je preizkušala in spoštujemo tiste, ki se preizkušajo. Vsi ostali ostanejo takole v majhnih svojih hiškah in si ne upajo nosa ven pomoliti. Ana pa je vsaj poskušala. Ni uspela, recimo temu, ampak vendarle, ja, zame je. Zdaj tukaj seveda so možne različne interpretacije, sami boste razmišljali, ampak je postaviti sebe in svojo željo, iskreno željo, na prvo mesto ni greh. To ni greh. S tem ni nič narobe. Razmisliti o tem, kaj ti v življenju zares pomeni in kakšen bi rad bil, tudi to ni greh. In to je Ana počela. Brala sem še danes citat. Ana v enem trenutku je spoznala, da hoče živeti. In zato, ker je to spoznala, je hotela živeti. Zdaj, kakšen način si je izbrala, da bi uresničila to željo? To je zdaj res malo, oziroma je več faktorjev, da ni se potem takšno življenje, kot si ga je zaželela, uresničila, ampak naredila je korak k samo uresničitvi. In to šteje, vsaj po moje. Še? Smo že predolgi, ne? Halo, sem še, kje misliš, da je Ana naredila prvo napako? Pač za njeno nasploh, pač Da se vsa ta zgodba tako razvila, kot se je. Ja. Pač resno. Po celem, pač ne samo tako v romanu, ampak pač nasploh v življenju, pač si videla. Kakšen odgovor iz publike? Nagažam jaz takoj. A ste vsi slišali? Sam še to, dajmo sam še to premisliti. Torej, kje je Ana, po našem mnenju, naredila prvo napako? Kdo bo izvolil? Mislim, da že ona o tem malo razmišlja, kot ko malo gleda nazaj in tako ugotovi, da mogoče res ni bila najboljša ideja, da se je tako mlada poročila s tako starejšim moškim. Potem, v bistvu ona pride sam do tega, potem pač kot bratu se ti zastavi vprašanje, kaj pa, če ne bi šla na ples, ker recimo ni hotela sprva, kaj pa, če ne bi šla dol z vlaka. In na koncu pač zelo velike teh dejavnikov so. Na koncu se pa vseh odločitvah, ki jih je naredila, da je prišlo do tega, se pa zdi zelo človeška. V bistvu ji ne moreš reči, tega pa jaz ne bi naredil. Ker nekde v tebe si pa vseeno reče, ja, sej, mogoče pa ni. Mislim, se je prav naredila. Jaz sploh ne bi mogel reči, da je naredila kakršnokoli napako, oziroma da je karkoli, kar je naredila, lahko pojmemo kot napaka. Pač sledila je neki želji, ki se je razvijala na toliko časa, poročila se je mlada, ker je to od nje zahtevala družbena norma, pač bila je mlada sirota tudi, se pravi odraščala je pri nekih tetkah, ki so jo vzgajale, se pravi je bilo valjda logično, da jo hoče čim prej poročiti, zato da se je tudi rešil, zato da vejo, da je pač ona
finančno varna, da bo njeno življenje gotovo. Imela je otroka, ker je bilo to edino razumno, ker je to bila vloga ženske, da ko se poroči, mora pač čim prej zanositi in čim prej roditi otroka. Pač noč dejansko se mi zdi napaka. Jaz bi najprej na to, nesmiselno je razmišljati, kaj bi bilo, če bi bilo. Kaj bi bilo, če Ana ne gre na ples, ali če ne bi šla. To ne razmišljajte na ta način, ko razmišljate o literaturi. Ana je zdaj takšna, kot je in je pač šla na ples. In stvari so se zgodile. Zdaj, a sploh lahko govorimo o napaki. Če že uporabimo to grozno besedo, potem je njena napaka kvečemo ta izjemna želja po posesivnosti, ki se zgodi že preden spozna Vronskega. Ona je definitivno posesivna v odnosu do otroka. Ta njen materinski čut gre pravzaprav čez vse meje in se potem pokaže tudi v odnosu do moškega, torej do Vronskega. Kvečemo to, drugače pa dejansko, kje so napake. Glej, če bi človek vedel za svojo usodo, in če bi Ana vedela, potem ne bi bilo tako, kot je. Sledi svoji želji. Odloča se v skladu z okoliščinami. Ne zmore. Več kot to ne zmore. Jaz si mislim, da to, kar smo prej rekli, je dovolj. Ana, da je izpostavila sebe, da je izpostavila svojo željo, da je izpostavila pravzaprav svoje življenje. Zato, ja. In da vse ostalo, kar je naredila, so napakice. V tem smislu. Mogoče smrt je bila največja napaka. Ja, to je seveda hudo vprašanje, kako formuliramo samomor. Kakšno mnenje, sam še to, pa ne bi bila večja napaka, da bi se še naprej trudila v tej nesmisli, se ni več najbolj rešitve. Ampak glej, skozi predvidevamo nekaj, kar ni normalno. To je neverjetno. Kaj bi bilo, če bi bilo? Kaj bi bilo, če se Ana ne bi vrgla pod vlak in bi potem zvečer se srečala z Vronskim in bi se malo pogovorila in na koncu bi pristala v postelji in jutri bi bil nov dan in wow. Ampak tudi, če je bila smrtna napaka, je bila edina možnost. Na tej točki pač, kakor jo pripovedovalec pripelje do točke, ko se ne more, pa se pa to spremenili v neko zgodbo o tem, kako je šla ona na odvajanje, pa pol pa se naučila biti srečna s tem otrokom, ne more biti nič drugega, kot to, da se je ubila. Če se spomnite, sem čisto na začetku rekla, da literarno delo presojamo stališča življenjskosti literarnih likov. In če opazujemo Ano, skozi to njeno pot, potem je ta njena smrt pravzaprav v skladu s tem, kako je živela in kako jo seveda avtor opisuje. Kako živi seveda mislim v tem literarnem svetu. Tukaj kakšne druge možnosti, takšna kot je, seveda Ana nima. Pište maturitetni esej.